Spoštovani gospod apostolski nunci, vaša ekscelencija, gospod dr. Juliuš Janoš, sam in verjamem vsi, ki smo tukaj v naši stolnici, smo zelo počaščeni, da ste kot predstavnik svetega očeta v naši državi Sloveniji prevzeli vodenje današnje svete maše v spomin na zaključek oboroženih spopadov v procesu osamosvojitve leta 1991. Vemo, da je Sveti sedež med prvimi priznal našo državo kot mednarodno-pravni subjekt, skupaj še z nekaterimi nam prijateljskimi državami. In vemo, da se je Sveti sedež zelo trudil za to, da bi Slovenijo kot mednarodno, samostojno in neodvisno državo priznale tudi druge države. Hvala vam, ker predsedujete današnji sveti maši. Pozdravljam tudi stolnega dekana prelata Vinka Regla, namestnika vojaškega vikarja Milana Regla, vse druge duhovnike, diakona, bogoslovce, pevce, ki se jim že vnaprej zahvaljujem. In hvala predsedniku Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki je odprla nocojšnjo slovesnost in tudi poskrbela za to, da bomo po sveti maši na dostojen način obeležili vse, ki so v slovenski zgodovini darovali svoje življenje za našo domovino, za našo čednjavo državo, še posebej tiste, ki so pred 25 leti izgubili darovali svoje življenje. Hvala tudi vsem članom Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Hvala veteranom, ki ste prišli, svojcem padlih v vojni za Slovenijo, predstavnikom politične oblasti našega parlamenta, ostalih pa kaj več po sveti maši. Drage Slovenke, dragi Slovenci, dragi bratje in drage sestre, o 25-letnici konca oboroženih spopadov na Slovenskem leta 1991 smo se zbrali v stolnici našega glavnega mesta države Slovenije. Težko bi našli bolj simbolno mesto, da se zahvalimo Bogu za suverenost Slovenije in demokracijo, ki nam je bila izborjena pred 25 leti. Sveti oče Frančišek je v juliju razglasitvi svetega leta usmiljenja, odličja usmiljenja, povedal čudovito besedo o pomenu katedrale, stolnice. Takole je zapisal. Stolnica je materna cerkev za vse verne. Ljubljanska stolnica, sestre in brate, je tudi stolnica našega glavnega mesta in zato neke vrste materna cerkev vernega slovenskega naroda, naše domovine in države. 25 let naše državne samostojnosti in demokracije sovpada z letom usmiljenja. Jedro naše vere, iz katere izhajajoče vrednote še odsevajo v slovenski žlahtni tradiciji, lahko doumemo v naslednji misli. Naš Bog je človeka ljubeč. V človeku, ki ga kot lastno podobo Bog ljubi celo do poistenja in človečenja, do smrti, ustajenja in nebogoda, krščanska civilizacija črpa moč za svoj spoštljiv pogled na človeka, živega in mrtvega, za svoj odnos do sočloveka, ki ne išče sovražnika, ampak ga celo ljubi. In zato cerkev pokopava vse in moli za vse, žive in mrtve. Moli tudi za oblastnike, pa če so cerkvi všeč ali pa ne. V Božjih očeh vsak človek, ki ga ima pokrat in zasluži ljubeče spoštovanje in priložnost. Če je za časa zemeljskega življenja še razumljiva pestrost stanov in talentov, kar nas sicer ne odvezuje od dela za družbeno pravičnost in življenje po obeh zapovedih, ki sta med seboj enaki, pa v nekem danem trenutku ni več razločka. Vsi se namreč gremo življenje in plešemo smrt. Morda so tudi zato na slovenskih vratih v naši stolnici upodobljene hrastovje, kjer je uprizorjen
sveti oče Frančišek vabi takole. Živo hrepenim, da bi krščansko ljudstvo ob tem jubileju premišljevalo o telesnih in duhovnih delih usmiljenja. Tako se bo prebudila naša vest, ki je pogosto dremala pred dramo revščine. Konec navedka. Po moje, revščine vseh vrst, materialne, telesne, čustvene, umske in duhovne. In vestjo, ki se prihaja le trenutku in v drugih išče in pričakuje odgovornost pri sebi in zase pa le pravice. In sveti oče nadaljuje. Tako bomo vedno bolj vstopali v srce Evangelija, kjer so ubogi privilegiranci Božjega usmiljenja. Jezusovo oznanilo nam prikaže ta dela usmiljenja, da bi lahko razumeli, ali živimo kot njegovi učenci ali ne. Odkrimo znova telesna dela usmiljenja. Lačne nasititi, žejne napojiti, nage obleči, popotnike sprejeti, bolnike obiskovati, jetnike reševati in mrliče pokopavati. In ne pozabimo na dela duhovnega usmiljenja, dvomljivcem svetovati, zmotne učiti, grešnike smariti, žalostne tolažiti, žaljivcem odpustiti, nadležne prenašati, za žive in mrtve Boga prositi. In nadaljuje. Ko bi se Bog ustavil pri pravičnosti, bi nehal biti Bog, bil bi tak kot vsi ljudje, ki se sklicujemo na izpolnjevanje postav. Sama pravičnost ne zadošča in izkustvo nas uči, da s sklicevanjem zgolj na pravičnost tvegamo, da jo bomo uničili. Zato gre Bog z usmiljenjem in odpuščanjem onstran pravičnosti. To ne pomeni, da razvrednoti pravičnost ali da jo naredi odvečno. Nasprotno. Kdor pogreši, mora plačati kazen. Samo, da to ni konec, ampak šele začetek spreobrnenja, da bi se izkusilo nežnost odpuščanja. Bog ne zavrača pravičnosti, vključuje jo in presega z višjim dogodkom, v katerem se izkusi ljubezen, ki je temelj resnične pravičnosti. Ta Božja pravičnost je usmiljenje, je podeljeno vsem kot milost v moči smrti in vstajenja Jezusa Kristusa. Kristusov križ je torej Božja sodba nad vsemi nami in nad svetom, ker nam nudi gotovost ljubezni in novega življenja. Konec navedka. V duhu krščanske pravičnosti, drage sestre in dragi bratje, ki jo korona usmiljena ljubezen, gledamo tudi na lastno zgodovino in na vse, ki so branili in padli za očetnjavo, jim je nasilje 3 totalitarizmov vzelo življenje, in na vse, ki so branili plebiscitarno voljo in jo ob 25-letnici slovenske samostojnosti postavljamo pomnik v katedrali našega glavnega mesta. Božji služabnik, dr. Anton Šurbej, je dejal, da je Bog našemu narodu pred 25 leti na široko odprl okno svobode in milosti. Ozejevo navdihnjeno besedo v današnjem berilu lahko razumemo tudi v zgodovinskem kontekstu našega naroda. In če malo zamenjamo nekatera imena, bi se berilo lahko slišalo tako. Ko je bil slovenski narod še mlad, sem ga ljubil in iz ujetosti vzpone nesvobode sem ga poklical kakor svojega sina. Učil sem ga hoditi in jemal sem jih v svoje naročje, pa niso spoznali, da sem se krzal. Z vrvicami dobrote sem jih kolegal, z vezmi ljubezni. Bil sem jim kakor človek, ki dvigne dojenčka k svojemu licu. Nagnil sem se k njemu in mu dal jesti. Morda se celo upravičeno zdi, da po 25 letih naš narod kaže znamenja počasnega propadanja in da v naši domovini ne vlada demokracija, ampak skupine vplivnih. Da v svobodi vidimo le priložnost zase, da temelj naših odnosov niso vezi ljubezni, ampak vezi koristolovstva. Vse eno drži iz iste besede. Kako bi te
in kako so mnogi naši predniki skrbeli za žlahtne vrednote naše očetnjave, za domovino in slovensko krščansko kulturo veliko žrtvovali in za njo tudi umirali. In čas je, da se zopet naslonimo nanj, katerega srce se sočutno v njemu vrača in za nas usmilili tudi. V to slovensko družbo smo, kakor smo slišali v Evangeliju, povabljeni prinesti tisto, česar drugi ne prinašajo. Če drugi prinašajo sovraštvo, mi prinesimo ljubezen. Če se drugi kitijo z lažjo, prinesimo resnico. Če je odlika drugih nesramnost in klevetanje, prinašajmo sproščenost in pozitivnost. Če eni prinašajo le zakonitost, in mi dodajmo pravičnost, usmiljenje in ljubezen. Nobena človeška skupnost, ki si kot perspektivo svojega obstoja ne zastavi skupnega dobrega za vse in si kot temelj ravnanja ne zastavi resnice, pravičnosti, usmiljenja in ljubezni, nima lepe in nima dolge prihodnosti. Drugačnost ravnanja v duhu prebrane besede je za sleherno družbo nujna. Če delamo le to, kar delajo drugi, v čem je potem naš krščanski smisel? Tudi pomnik, ki ga bomo po maši odkrili in blagoslovili, je narejen v tem krščanskem. Naj dobri Bog blagoslavlja Slovenijo in prizadevanja vseh njenih prebivalcev za lepoto, resnično, pravičnost, mir in duhovno ter materialno blaginjo naše domovine in države.